Hvala lepa za besedo, lepo vsi pozdravljeni. Moram priznati, da se bolj slabo počutim, zato ker referat ni dokončan. Stolažim se s tem, da so podpisi pod črto zmeraj pač nekaj marginalnega. Je zelo veliko izpiskov, okrog 80 strani, samo za prvih 6 let Bleiweissovega urednikovanja, ampak da bi to sistemizirala in tako uredila, kot mislim, da bi bilo potrebno, se mi resnično ni posrečilo, ampak kljub temu vam dajem v debato in premislek, mogoče pa dobim tudi tukaj kakšno sugestijo. Zdaj, ko sem poslušala ta druga predavanja, mi je prišlo na misel prav v zvezi s tem, da se je prav pri pisih pod črto Bleiweiss kazal oziroma lahko uveljavljal vse svoje vloge, ki jih je imel v javnosti. No, to je mogoče ena takih zelo pomembnih ugotovitev. Čeprav v tej pač pri pisih pod črto, ki pa zahtevajo žanrsko premislek o žanru kot takem, pripis pod črto jemljem kot poseben žanr, literarni žanr oziroma publicistični žanr, bi bilo primerneje reči. Skratka, za tokratno priložnost je bil prvi namen izpisati in zadevno sistemizirati vse letnike izhajanja od leta 1843 do 1881 do Bleiweissove smrti. Torej, zaradi časovne stiske je bilo pregledanih le 6 letnikov kmetijskih in rokodelskih novic, 1843 do 1848 je v obdelavo vključeno tudi revolucionarno leto 1848. V okrilje kmetijske družbe, to je organizacija za pospeševanje kmetijstva, je po dolgotrajnih pripravah v sredo 1. malega srpana, to je julija, išla prva številka, ki se navadno jemlje kot prvi splošni slovenski tednik, tako kot imamo danes. Stroka pa ga opredeljuje bolj precizno. Namreč Enciklopedija Slovenije pravi, prvi slovenski poljudno-strokovni časopis, da je to njihov prvi urednik Bleiweiss, jim je kot praktičen racionalist z utilitarističnimi cilji in živinozdravnik dal osebnostni pečat. In ta pečat se najbolj prikazuje, po mojem mnenju, ravno v pripisih. Novice so res izhajale tedensko, a so bile namenjene predvsem razvoju kmetijstva na začetku, potem je drugače, o čemer pod njihovim naslovom simbolično priča emblem s koso in grabljami, sredi katerih kraljuje čebelja košnica, skratka čebele. Jaz sem še zmeraj pod vtisom čebel, ker je pravkar išla knjiga o njih. O povodu in vzrokih za njihovo izhajanje piše na prvem mestu v prvi številki novic. In tako pravi, znanosti, umetnosti in izumi so se v zadnjih letih tako razvili, da kdor tega ne upošteva in jim ne sledi, zaostaja in se ne znajde. Zlasti kranjskim kmetom in rokodelcem, kateri se tujih jezikov niso učili, se tako godi. Kar vidijo, slišijo ali berejo, znajo posnemati, tudi malo kjer po redkim zvonaj dežele grejo in malo berejo, ker tujih jezikov ne razumijo in v krajskem jeziku zvonaj molitvic nič pisanega ni. Zlasti te želijo novice seznaniti z vsemi novostmi in znanostmi in umetnostmi in pokazati in napeljati, kako se vsako delo opravi z najmanjšim naporom. Tako Bleiweiss, kako in kje svoje predelke s pridom spraviti v denar, kako in kje orodje, živež, obleko in drugo poceni najti, kako vrtnariti, drevje obrazovati, saditi in cepiti čebele, sviloprejke, z živino in perutnino ravnati, sploh jih usmerjati, kako bodo shajali brez velikega napora, sebi in družinam omogočili bolj zložno življenje, kmete in rokodelce opominjati na škodljive razvade in jih podučiti, kako naj zdravje, ta največji dar Božji, ohranijo in si milo življenje dolgo obvarujejo.
in tako naprej. V slovenščini natiskane knjige o kmetijstvu in rokodelstvu, nadaljuje, bodo skrbno ocenjene in njih koristnost bo pošteno preudarjena. Skratka, prvi koncept kmetijskih in rokodelskih novic je bil res kot izrazito strokovni časopis za kmete, ki so bili takrat najbolj uveljavljena družbena skupina. Vse zakoni in navodila, ki se nanašajo na kmetijstvo in rokodelstvo, tudi obvestila, bodo v novicah razglašena. Njihova posebna skrb bo seznaniti bralce z domačo krajinsko deželo, imenitnimi rojaki in pomembnimi dogodki v preteklosti. No, in najbolj pomembno, tako rekoč, na koncu bodo zmeraj tedensko navedene kupoprodajne cene v Ljubljani in Krajinu za žito. Iz tega povzetka se da spoznati namen, cilj in konec teh novic, poduk in vodenje kmetovalcev in obrtnikov ali rokodelcev, da bi si svoj stan, kolikor je mogoče, izboljšali, ne pakovali dobičke, pravi Bleiweiss, pa tudi ne samo krajinščino učiti ali krajinski jezik čistiti. O pomanjkanju krajinskih besedi si bodo enako kot Rimljani, Nemci, tudi Čehi, Rusi in Poljaki tuje besede sposodili. Skratka, ni bil za purizem potem takem. Zato bodo novice poceni, za sodelavce, to je pa zelo pomembno, pa ne bo honorarjev, v našem jeziku rečeno. Kajti družba krajinskih kmetovalcev, ki se je odločila izdajati novice, zaupa članom, ki se želijo izboljšati kmečki in obrtniški stan, da ji bodo pripomogli doseči omenjeni cilj, tudi na tak način. Za vsako pomoč bodo hvaležni in njej ustrezno bo natisnjeno avtorjevo ime. Vsak poduk v skrbi za čist jezik ali kaj drugega jih bo razveselil in za znamenje, da so naročniki veseli novic. No, to je koncept. In potem sem se na podlagi res množice gradiva spraševala, kako naj to sistemiziram, kako naj vendarle zagrabim ta zelo heterogeni material pod črto. Saj sem že prej nekako si imela eno idejo, no, in sem pri njej pristala. Skratka, odločila sem se, da jih bom specificirala glede na etološke književne perspektive. Prav zaradi težnje po strokovnosti se da razumeti, zakaj so bile kmetijske in rokodelske novice deležne sorazmerno številnih uredniških predpisov pod črto. S številnimi dodanimi pripombami na dnu časopisa pri strokovno nezanesljivih člankih ali odzivih na zanj sprejemljive novosti in tako naprej, se je Janez Bleiweiss osebno prizadeval vzdržati časopisu strokovni nivo. To, da osebnostni pečat, ki ga mu priznavajo Enciklopedija Slovenije, ki ga je vtisnil novicom, ki so hote ali ne opravljale tudi vlogo splošnega tednika, o tem smo veliko slišali te 2 dni, je način, kako je Bleiweiss podajal lastna osebna stališča do objavljenih člankov. O vsebini smo veliko slišali, mene pa zanima ta način, kako. Skratka, gre za vprašanje etološke perspektive. Zgled zanjo je pesniška perspektiva v literarni vedi, point of view v angleščini, gledišče, stališče do besedenega sveta, značilna drža pesniškega, to bi bilo v literaturi literarnega subjekta do tega sveta. Če se oblikovne književne vrste prepoznajo po enaki zunanji obliki, se jim kot taki zaradi stalnega mesta njihove objave analogno lahko prištejejo vsakršni Bleiweissovi pripisi pod črto. V isti oblikovni književni vrsti se lahko pojavljajo najrazličnejše etološke književne vrste ali perspektive, to se prilagajam kmetstvu, ki so opredeljene z avtorjevo držo, nravnostjo, obnašanjem do upovedene snovi, na kratko z notranjim slogom, bi rekel pa kos. Tako na hitro, ni še čisto dognano, ampak vendarle, to sem celo že navedla nekje druge. Skratka, so 3 tipi opomb. Nepodpisane, podpisane kot oziroma uredništvo, Bleiweiss B, ampak v teh 6 letih še ni te specifikacije. Zmeraj je samo uredništvo in v prvih letih celo, jaz nimam vtis, da narobe napisano, potem je pa popravljeno v gajici, no.
Tako na široko bi lahko rekli, da so vrste predpisov pod črto zgodovinski, pedagoški, spominski, ampak skušala sem jih vseeno nekaj na začetku, potem je pa zmanjkalo časa in energije. Prva sem dala namenoma hvala kmečkemu stanu. Blajvajs je bil mojster v rahločutnem posredovanju svojih stališč. Tukaj ga vidimo res, ko smo prej slišali v drugačni poziciji in glede na to, koliko apologetike smo slišali v teh dveh, je nas to kar malo stresla. Blajvajs je bil, skratka, že zaradi izbranega poklica in zaupanega mu položaja in iskreno tudi osebno se je trudil za spoštovanje kmečkega stanu, vendar tega ni trobil na vso usta, temveč si je sposodil drugam. V prvem letu izhajanja novic je že v 3. številki objavil iz nemščine prevedeno pesem Valentina Staniča Kmetovski stan s pripisom pod črto. Častitljivi gospod goriški korar Valentin Stanič so nam poslali bukvice, polne lepih pesem, svetih in drugih nedolžnih. Iz teh bukvic, katere so v Gorici v letu 1838 bile na svitlo dane, damo gori natisnjeno za poskušnjo. Kakor je ta lična in prijetna, so tudi vse druge in s priložnostjo jih bomo še več dali in prepričal se bo vsak lahko, da jih ne priporočamo s praznimi besedami. Naslednji, namreč gre za pesem Hvala kmečkemu stanu. Naslednje leto je pri objavi pesmi, ki je v slovenščini znano kot povedka o ajdovski deklici z oračem in voli v njenem predpasniku. To sem zelo navdušena, ker sem odkrila vir za znano slovensko povedko, zdaj se vidi, da je lahko prišla iz prevoda iz nemščine. Že kar izrecno zapisal. Zakaj namemba te pesmice je pokazati, da je kmetovski stan velike časti vreden. Leta 1845 je hvalivni članek v prid kmetijstva o zagrebškem škofu Juriju Havliku izkoristil za enako hvalo 3 škofov na slovenskem ozemlju, da so prevzeli vodstvo kmetijskih družb in potem našteva Antona Lojzija Wolfa, Jurija v Ljubljani, Jurija Majerja v Gorici in škofa Franca Ksaverja, ne vem, ko to pa ni napisano. Potem zelo pomemben vir oziroma način pripisov so pojasnila. Teh je več vrst. Že v prvi številki na drugi strani skuša pojasniti slovenski izraz za to dotedanjo nemško obrtnost, se imenuje vse, kar antverharji, fabrike in kupčija za človeške potrebe delajo. Potem navaja spet pod črto, kdo je narisal snežni plug. Potem zelo pomembni so seveda njegovi stiki s terenom. Prosi naročnike, naj bi se naročali, potem potrjuje prejem, ne na pismu posebej, ampak kar v pripisu spodaj v novicah. Potem se opravičuje, zdaj še samo naštevam. Potem nagovarja, veliko je navodil, obljublja, potem seveda izpolnjuje obljubo. Zelo je vesel, večkrat poudarja, skratka, včeraj smo slišali, kako so rešili življenje nekomu, ki ga niso postavili na glavo, ko je utonil. Potem priporoča, veliko je njegovih pripisov za posredovanje novosti in novic, seveda. Potem tisto je pa tisto, ko sem včeraj omenila, da imam vtis, da je šlo pravzaprav za neke vrste radio, ko se pogovarja z bralci, kar neposredno, ne v pismu, ampak kar v pismu, ki je izhajalo vsak teden, je prišlo do naročnikov. Potem želja, primerjave, mislim, citatov ne navajam, sklicuje se na že objavljena sporočila za nazaj, češ to smo objavili že kdaj prej. Potem strinja se z bralci, ponekod seveda se protestira oziroma se ne strinja, ampak to zelo, kako bi rekla,
tudi jaz kot bralka ali pa še kdo bi se imel z tega njegovega načina komuniciranja kaj naučiti danes. Zelo pomembni so njegovi poduki, zgodovinski, geografski, naravoslovni, literarni, folkloristični, če hočete, nutristični, za hrano je zelo pomembna, moralistični, potem širi obzorje, potem razna sprotna pojasnila in dopolnila. Pravopisna seveda tudi. Kot zdravnik je prišlo na vrsti seveda zelo pomembno zdravje. Potem spominja se, izjemoma, on sam pravi, da izjemoma si to dovoli sporoča, da mu je umrl brat in tukaj izstopa iz tega kroga, ki ga vsak nekako vendarle okrog sebe da zavaruje svojo zasebnost. No, mogoče, da to preberem. Da je umrl v Trsti moj žalostno oznanilo, pravi, da je umrl v Trsti moj ljubi brat Franc Blajvajser. Bratu se ne spodobi od brata veliko govoriti, tega povundar ne morem zadržati, povedati, da tako dobrih src, kakor je srce Rajnciga bilo, ni ravno veliko na svetu, naj v miru počiva. Potem tudi od drugih nekaterih, ko jih je cenil, je omenil. Potem zelo pomembna je vzgoja, podobno kot Slomšek pravi, otroka nikar plašiti. To je bilo zapisano tam okrog Velikega Miklavža, ko so za otroke sparkli in potem, skratka, lahko tudi uničili, ne povem tak primer, pod črto, ne zgoraj, ampak pod črto, zelo je bil diskreten, bi se lahko rekla. Potem mlade spodbuja, kako naj kmetujejo. Upošteva tudi okoliščine, veliko je apologetike, reklame in ko objavi tudi reklamo za naročilo ene od knjig oziroma zbirk Vuka Karadžiča, si ne more kaj, da ne bi poudaril, da imamo tudi Slovenci kaj takega zadati od sebe. Skratka, vendarle je nekako svoje stališče zastopal tudi v tem pogledu. Potem kara, opominja, tudi popušča, če ugotovi, da se je zmotil. Skratka, je bil, kot urednik je bil res izredno velikodušen, bi lahko rekli. Zelo pomembni so članki o, takrat še niso rekli gasilci, ampak kako je treba zavarovati. Takrat je bilo društvo svetega Florijana, tako nekako. To se pravi, da je vendarle ta gasilska dejavnost že veliko starejša. To je tudi zame vsaj lahko nekaj novega. Potem gonja proti alkoholizmu, da rečem tako na kratko. Izkušnje, posreduje izkušnje vseh vrst, predlaga, potem daje napotke, obvešča, potem seveda uredniška politika. No in na koncu revolucija. Tukaj je, nisem tega, kako bi rekla, do konca formulirala, samo hočem povedati, da moram zelo premisliti, da bom to sistemizirala, da bo imelo eno za druge tudi dostopno obliko, je pa zelo, zelo koristno. No, tukaj se mi zdi v takih navidez nič posebnega pri pisih kaže Blajvajs oziroma njegova osebnost kot zelo široka, tako kot smo danes oziroma včeraj tudi slišali v drugih primerih. Pa vendarle zelo diskreten, to me je presenetilo. Več pa drugič, hvala.